na letošnjem obisku svetega Miklaža, tukaj pri nas v Dravljah. Moje ime je pater Marko in sem tukaj novi kaplan. Z nekaterimi smo se že videli, spoznali, z drugimi še ne. Vsi prav lepo dobrodošli. Sedaj pa se bojo ugasnile noči, počasi utihnemo, da bomo lahko dobro prisluhnili letošnji igrici. Tako da počasi utihnemo, noči se bodo ugasnile in prisluhnimo, kakšna bo letošnja Miklauževa zgodba. Zdaj pa spati. Hitreje, ko boste zaspali, hitreje bo svetni Miklavž prišel po vaša pisma in jih odnesel. Lahko noč. No, končno, še zadnja pisma. Urno jih poverimo in brž od to. Upajmo, da je na zalogi še kaj vračati obobje sirote. Končno. Ta pisma tako pravi že prejšnji teden. Lahko bi, pa je nekdo pozabil na te uboge sirote, pa ne da bi kazal s prstom. Pa sej mi treba, sej vsi vemo, kdo je ta pozabljivec. Ja, kdo pa je hodil na vsak način skakati po nebesnih oblakih, da je sneg zasul vse poti do zemlje? Dobro, pomirite se, raje pomirite vsa pisma, pa brž, noč je kratka. Poglejte, kaj si že videli v krtič. Lego kocke, bager in še avto na baterije. Tale deklica si pa želi kar novo barviko in to s celo hišo. Daj, da bodita tiho, bosta ga razbudila. Tile se za nič na setno bodo zbudili. Ja, tako je, saj smo jim nasuli uspavanega prahu. Vse res. Bravo, dobro si pospal. Saj jih nisem jaz, on je imel uspavalni prah. Jaz že ne, mar ga nisi ti vzel iz skladišča? Ne. Torej, nihče ni vzel uspavalnega prahu? Javnemu angelu niti besede. Gotovo. In Miklavžu tudi ne. Niti ko bo konec sveta. Zdaj pa hitro poverimo pisma, da se kdo ne zbudi. Marika, daj pustno, spi. Potem take govoriš o spanju. Daj čas je za spanje, pogledaj. Dajno, tako lepo se mi je sanjalo o angeli. Pusti sanje, tu so pravi angeli. Kaj če to spet ena tvojih egavščin? Tako, pravi angeli so tu, bi naša pisma povedala. Ne verjamem ti. Ne verjamem ti. Vedno tam reče spet.
praznovali naj bodo. Samo če naj ujame, kaj doma ne bi rada videla Miklavža. Ne znam, zanima me, kako zgleda, ampak ne moramo kar noter. Prš, znesi oblečo, skoraj dovolj. Ne, Lučka, praznovali naj bodo. Stoj! Tonček, zdaj imamo časa za igrice. Kakšne igrice? Tole niso igrice. To je smrtno resna zadeva. Zaradi tvoje bomo vsi ostali brezdarji. Tudi mi, da pridni. Ah, Tonček, no, ne dramatiziraj. Zato že imajo vlogo. Tonček, tega ne boš storil. Ker če boš, te bomo do konca najnih dni žgečkali. Šel bomo za upokojence. Se ne bomo v istem domu zdaj. A ja, greš staviti. Ah, dajte, saj nisem mislil resno. Samo šalil sem se. Prosim, samo žgečkanje nam vse bom naredil. Ta pa je pomirjen. No, to za vsak pisma. Ajde, kje ste, gremo? Že gremo. Nič ni čutil. Pri malih grincih ravnateljica pa ima res dobre piškote. Ja, zanima me, pri katerem kmetu ga govori. Alo, Brž! Pri malih grincih sem zašvical. Ja, res. Ale vreča je res nekam težka. Dajte. Skrajni čas, da ste začela delati. Piškoti se vam že začenjajo. Veš kaj, ti bi nam lahko pri tem pomagal. Ja, ne pa da si stal zadaj in kričal, vleci, vleci. Saj sem pomagal, pritiskal sem. Kaj pa? Zdrav, ker ne breč pripravljal. No, pridite, gremo pripraviti darila. Kaj ima Miklavž? Ja, Glihar končuje svoj 3 letni noč. Boboščak, tako malo spi, povsem neprespan bo. Wow, to torej Miklavževa delavnica? V bistvu ni nič posebnega, kot nekakšna stara nula soba. Mene zanima tista sklenitev. Zlata in črna knjiga otrok. Ja, in kaj boš videla? Zadnje čase sem bila res malo poreda, priznam, ampak sem se zgolj zabavala. Škoda bi bilo, da bi bila zaradi se zabave prikrajšana zgodovina. Pa ne morete iz ene knjige prepisati v drugo knjigo, Lučka. Zakaj pa ne? Vsi v tišnici mi je šlo, saj je prav dobro, poskanje pa mislim pa še boljše. Ampak to niste navadni knjigi, to sta Miklavževa zlata in črna knjiga. Ja, in? Lučka, ne. Kje toček? Toček! Si še vedno tukaj noti? Je že varno? Seveda je varno. No, malo izgleda, da bo potlačil. Ja, seveda, če na njegovem koncu vleče ves čas sedel angel in ga povsem potlačil svojo zadnjico. Tako, no, pokazal me je. Zdaj pogledaj, kaj se skupaj za tistimi vrati. Lučka, angeli so lahko vsak, Lučka, ne! Oh, pa je šla. Wow, res je doma kavč. Tonček, imaš kakšne ideje, kako bi se vrnila nazaj domov?
Kaj bomo, vse nimamo doma, siroti sva si pozabila. Ah, no, mislila sem sirotišnica. Jaz bi kar tukaj ostal. Prijetno je, toplo, pa še izčice da podiši. Njami. A ne moramo kar ostati tukaj, kaj če nas tu zasači, sploh pa Bog ve, kaj bo nas zdaj z nami. Se so nebesi, pa ga vprašali. Tej bočo, ona je nekdo prihaja. Kaj, lepo, spanec me dobro delal. Meni pa se zdi, da sem nohte nekoliko podežal. Jaz bom se še nekoliko popusil, preden se mi prav zbudite, se bojo bolj bleščali. Se strinjam, ampak še stari so brezhibni. Kaj tam praviš na moje rogove? Strahoviti, prijatelj, naravno strahoviti. A so to patri ali samonski levi? Si kaj rekel, prijatelj? Prav nič. Mi pa res lahko malo povadi svoj krik. Zastrašujoče, prijatelj, naravno zastrašujoče. Tukaj se nekaj sliši. To bo odmev, moj krik še kar odmeva v prostoru. Ko se nocoj vrnem iz letnega obhoda, sem razmišljal, da bi se nared dal penjo. Kaj praviš? Kakšne barve pa? Rošnato, pristala bi se k mojim rogovom. To pa je tukaj. Ščurki so se nam zaredili pod kavčo! Niso ščuki, vsak ima antipalju, prosta človeška otroka. Tega razburjenja sem čisto preč, ampak to ni dobro za moj kožuh. Ne skrbi, prijatelj, še vedno zastrašujoče bleščeči. Kaj je to? Zastrašujoče bleščeč. Ali niste vi parkali strah in trpet vseh otrok, strašarci šip in joka v hiše porednih? Seveda smo ljuba letnica. Najstrašnejša pride, kar je kadar kam okoli hodila v parki. Ko nas otroci zagledajo, tako kričijo, da še mene uši zavolijo. Naš boj je tako močan, da se moraš živati v temu zavestiti. Saj ne smrdite. Prav lepo dišite. Se strinjam, je to parfum? Ne, tako da nas pa imaš. Šampon je. Parfuma se ne moramo privoščiti po blagi plači. Plači? Bosta kot dve rožici, kot pa dva parča. Veš kaj, čisto prava partija sta, ampak sta najbolj pridna med vsem. In prav zato, da vam jih lahko pusti, da greva z njim kot delini igrače pridni in žive porednim otrokom. Ampak, če bi vzel s sabo tiste, ki ima zaprte tam doli. No, če bi tiste vzel s sabo, to bi še kaj bi ga pamže, kot da bi ga pojedel. In to kar tako brez pomada. Vidva, nikoli ne bi vedela nedolžnega in božjega otroka, ne? Obstavinate, nedolžnega prijatelja otroka ne bi pojedel noben kaker. Ampak vidva, to nista. Kaj? Ne delate si nedolžna, povila sta mi lačno delavnico. Bravo, bravo, lača postaja. Ja, kaj pa je zdaj? Ni tako, da bomo povedali. Poneste majonezo, kuhar ceni. Ampak, vi ga naj ne bosta pojedla, mar ne? In zakaj ne? Sta pa res neodlikana, kaj pa predjed? Donček teci! To malinka, sem vedela, da imaš načel. Piše, da ne bi bolje sliši. Joj, kje pa je lučka? Moja brada! Vidva o volku, je lučka, kje si pa bila?
Čeprav so mi parkali pad zvuki. Parkerji se derijo, moja draga, prvič slišim. Isto prav smešno svoj komisar. A ne vem, kdo prihaja, skriva se. A ste vi, kje videli nemehne otroke? Ja, seveda, to plezalne se skrivajo. Ja, pa kaj pa vi vam mislite, kje vas malo bebes? Kako vi pa, da so prišli otroci? Pa res so, no. Ja, seveda, otroci v Miklavževi delavnici. Ja, pa čisto res. Ja, ko jih naslednjič vidite, nam pa kar povejte, da si jih še ni zelo dobro gledala. Ja, kaj se pa tako delate? Kaj je to? Pri mojih rokavih sem vam rekel, da so otroci tu spodaj. Pri mojih krivcih, to so res otroci! Kaj, mene bolj zanima, kako so prišli sem. Tišje, da ne zbudimo Miklavža. Vsi malo, no zato. Sveti Miklavž! Ja, kaj se pa tukaj dogaja? Otroci, odkot ste pa vi prišli sem? Lučka, hotela sem videti, kak je na naša pisma. In mogoče tudi Janisovih sanjanje. In mogoče tudi sespisanje. Prosim, ne kaznujte tudi, ko želite. Te točke pa nikoli postupite. Jaz sem zbecov odvrti. Nedolžna da sta, pa kaj še? Nam jih dajte in bomo me že mi naučili kozih molitvic. Kako bi se zgodali, da se ne nekaj dali darili, ko so nam bambini in se bili na zrati darila? Kaj te ne bili kaj zrati darila? Dovolj. Do jutri zjutraj, do jutranje zore moramo obhoditi cel svet in razdeliti vse darila v prave roke. Manjkuje nam časa. Te gospod Sveti Miklavž, ali bi vam lahko mi pomagati? Vi? Otroci? Ja, Dmitrije. S tem dodatnim tali pridnih rok bomo gotovo lažje raznašati darila. Ja, in če lahko bomo popravili krivice, ki smo jo varno pustili. No, saj lepo je tako. Joj, otroci, vaša srca so res tako dobra. Sicer včasih naredite kakšno neumnost, ampak vam je potem žal in vse skupaj popravite. Prav, lahko boste nam pomagali razdeliti darila, sedaj pa le hitro, ker se nam že zelo mudi. Do jutranje zore je samo še nekaj ur. Angelci, hitro, vzemite vse darila, koš, črno knjigo, zlato knjigo in pojdimo, hitro. Gospod Miklavž, nekaj smo vsa darila, ki smo končali. Odlično, res smo bili hitri. Cel svet smo obhodili, samo še par dotičkov moramo iskati, pa smo zdaj lepo skončali. Hvala, res pa še veliko časa nam je ostalo do jutranje zore. Ja, samo še mi ne bomo dobili darila. Ja, kako si se hodila tudi na zadnji teden? Jaz pa že celo leto, zdaj ne bom dobil nič.
boljši briga. Neka zaprepostolovščina z najboljšima prijateljema. Joj, kakšne modre besede, take male punčke. Sicer pa, kdo je rekel, da ne boste dobili daril? Kaj? Ja, poglejte, otroci, pomagali ste nam raznositi vsa darila. In seveda si zaslužite tudi darila sami. Sedaj pa ne pojdite spat, zjutraj, ko se boste hodili, gospodom pa tudi vas čakala darila. Sedaj pa, še nekaj. Lučka, naslednjič, ko prideš v mojo delavnico, ne pozabi potrkati. V redu? Neko noč, pa hvala vam za pomoč. Darila. Daj pa hitro zaspal. Ja, ne spivaš še ni dve. Dobro, da me tebe. Prigreste. Lahko noč. Dobar dan, otroci. Koliko ste danes tukaj le? A pravidan, to je tudi pater Marko. Ja. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer, dragi Miklavž. Zelo smo veseli, da ste danes spet prišli med nas tukaj v Dravlje. In kot vsako leto vam pripravljamo tudi kakšno pesem. Tudi letos? Ja. Seveda. Dajmo, otroci. Na glas. Sveti Miklavž, Sveti Miklavž, pridi z nebes na zemljo. Pokaži nam svoj svoj prijazni obraz in dobro srebrno blago. Pokaži nam svoj prijazni obraz in dobro srebrno blago. Na glas. Sveti Miklavž, Sveti Miklavž, pridi z nebes na zemljo. Prinesi kaj lepega nam zaslovi, za naše srce in oko. Prinesi kaj lepega nam zaslovi, za naše srce in oko. Bravo. Zdaj pa imamo še eno pesem. Še eno? Ja. Super. Tri, štiri. Začnemo še enkrat. In kot smo prej izvabili, primemo drugega za ramena, pa se malo zazivamo.
dovolili za mno. Vi ste bili rani preveč poredni, da bi v naslednjih 100 letih sploh še stopili na zemljo. Tako nas zavljali v peklensko brezno. Joj, tiho dobro ceni. Vsako leto najdejo kakšen skrivni skot z zemljo. No, to je pa lepo, da vas ubogajo, Sveti Miklauž. Smo zelo veseli, da so kar malo pomirija, ne? Dajte nam povedati, Sveti Miklauž, kako ste pa letos potovali? Kako je šlo? Kako je bilo na poti? Pa letos je bilo zanimivo. Zelo se nam je mudilo in ne boš verjel, v nebesih so se znašli 3 majhni otroci. Še zdaj ne vem, kako točno so prišli sem, ampak so nam prišli zelo prav, ker so nam pomagali razdeliti darila otrokom. To sem pa slišal, ja, kako jim je bilo že ime? A se spomnimo otroci? Ja? Lučka in? Pa Marinka. Bravo, Lučko. So bili te 3, ne? Točno te 3 so bili. Puto, vse vedo. Ja, očitno so zelo dobro poslušali igrico. Koliko otrok ste pa že sedaj obiskali? Se pravi, približno 2 milijardi 700 milijonov 653 tisoč. Ja, verjetno. Ja, potem ste pa imate kar nekaj pomočnikov, da vam pomagajo razdeliti vsa ta darila. Ja, sem kar več angelskih legij aktiviral. Tukaj so samo najbolj pridni angeli, saj so vsi pridni. Ampak ti so se še posebej izkazali in dovolili, da pridejo tudi samo zdravle. Vidim, da so tudi prinesli s sabo eno tako veliko zlato knjigo. Kaj pa v njej piše? Zlata knjiga, v njej piše same lepe stvari. Angel, mi prosim, prineseš malo to knjigo. Hvala. Poleg malo pridrži palico. Poglejmo, kaj piše. Bela knjiga zgleda. Zdaj imamo značno Slovenija, Ljubljanska regija, Zdravlje. Zdravlje. Za zdravlje imate tudi. Ja, poglej, recimo, tukaj piše, Lina se je letos poboljšala in vsak dan naredila nalogo, šolsko nalogo. Potem imamo tukaj Oskarja, ki se je potrudil in peljal babici na sprehod psa. Lina prav tako pomaga babici in sicer jih prinese iz trgovine hrano, kar je babica naroči, gremo na iskati v špar in prinese. Zelo kako da to se pravi, za vsakega otroka posebej imaš seznam dobrih del. In to je vse zapisano v tej zlati knjigi. To je vse zapisano v tej knjigi. Slišeno. Zanimivo. Veš, najto vsak otrok ima svojega angela Varka, ki jih skrbno spremljajo vsakega, kaj počne, in potem to pridejo povedati in jaz potem to zapišem v knjigo. Še dobro, da to nič slišal. Dobro. To je pa še ena druga knjiga, ene druge barve, ali je to črna knjiga, kaj pa tam piše? Črna knjiga pa že samo mi je pove, da ni nekaj dobrega. Angel mi prineseš, prosim, še črno knjigo. Sicer sreč je tanjša in manjša od zlata, ampak žal niso majhni grehi. Ja, pa kar nekaj otrok je tudi notrne znani. Tudi zdravel, Gal, Nim, Sara, Anja. Ja, recimo, problemi eni otroci so slabše, veš od zadnjih. Se pravi, tukaj za Klino piše, da je začela grdo govoriti, to se pravi, večkrat, ko se razjezite Klinja. Tukaj imamo, se pravi, Iztok je ukradel čigumje pri blagajni. To so kar take malenkosti, potem imamo tukaj odgovarjanje učiteljem, pa staršem. Glej to, moraš ti odgovarjati staršem. A se tako pripraviti? Ja, hvala Bogu,
se mi zdi to, da je ena izmed najboljših reči, ki nam je dal Bog, da je svobodna volja, tako da vsak človek se vedno lahko odloči, da bo delal od sedaj naprej dobro. Sicer je to zelo težko, ampak se izplača, ker zaradi tega je svet lepši. No, vidite, otroci, z dobrimi deli delamo svet lepši in vse dobro se vedno poplača, kaj pa vse slabo, se pa vse vrača, ne? In se res ne splača. Tako da, mogoče bi pa zdaj, da bi ta svet lepši, bi pa zdaj skupaj zmolili eno molitev in potem, če želite še povedati kakšno pesmico ali molitev svetemu Miklavžu, lahko tudi pridete sem gor. Pa bomo skupaj zmolili molitev O Jezus, blagoslovi me. Znajo otroci to molitev? Da slišim. O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje, po svoji ljubi materi me sprejmi srce svoje. Naj Tvojem svetem vas čustim, ljubezni Tvoji se zbudi. In zrabno uro milo zdaj, da pridem k Tebi v sveti raj. Pa še sveti angel, sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti s menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega ne brani. Prav prisrčno prosim te, daruj me in vodi me. Amen. No, čudovito, to je bilo pa prav lepo, a ne sveti Miklavž? Ja, zelo lepo skrbite tukaj v Dravljah za vašo mladino in če bo šlo tako naprej, bi tudi svetili, začeli še z Ljubljano in Slovenijo in naprej. Bog daj, ja. No, zdaj pa otroci, a imam to kakšno pesmico ali pa kakšno stvar za Miklavža, ki bo rad povedal? Aha, kar pridi. Ja, o, super. To si pa ti. Ivana, hvala za mislico. Kako lepo. Wow, pa še piškotni, hvala. Liza, ja, hvala. Pa še ena listnica, to sem pa jaz, moj naprej. Max, ne? Mislim, cel umetnik, hvala. Še eno to zame, kako je lepo, da tudi Miklavž včasih je pridarilo. Koliko veliko listnic. Od Matev. No, vsi stavni pa lahko zapojemo še eno pesem svetemu Miklavžu, in sicer on nosi cel svet v rokah. Pa na glas. On nosi cel svet v rokah, on nosi cel svet v rokah, on nosi cel svet v rokah, on nosi cel svet v rokah. On nosi mene, tebe, njega, v rokah, on nosi mene, tebe, njega, v rokah, on nosi mene, tebe, njega, v rokah, on nosi cel svet v rokah. Mamico in očka, v rokah, on nosi mamico in očka, v rokah, on nosi mamico in očka, v rokah, on nosi cel svet v rokah. Svetega Miklavža, nosi svetega Miklavža, v rokah, on nosi svetega Miklavža, v rokah, on nosi svetega Miklavža, v rokah, on nosi cel svet v rokah. Angelčke in parke, angelčke in parke, angelčke in parke, v rokah, on nosi angelčke in parke, v rokah, on nosi angelčke in parke.